Tako lepo zdrav vsem na tem pogovoru z Alim Žardinom, ki pri nas predstavlja svojo novo knjigo, Ujetniki omrežij, ki je, če sem prav razumel, nastala na podlagi tvojega doktorata, drži? Ne. Potem pa povej po pravici, da ne bom širil krive vere. Ne, bilo je tako, da jaz sem pred 6 leti objavil knjigo Omrežje moči, ki je predelan doktorat. Ne, potem, ko sem tisto končal, pa je bila tisto precej težka znanost, morda težje razumljiva širši publiki, sem sklenil, da o omrežjih napišem nekaj, kar bi sodilo v kategorijo pop science, se pravi popularna znanost, nekaj, kar se da brati tako, brez svinčnika, brez zelenega flomastra, brez neke posebne koncentracije, ne? Nekaj, kar se lepo bere. Ne? Knjiga ima zelo, bom rekel, privlačen clickbait, bi rekel danes naslov. Ujetniki omrežij, priročnik za samopomoč v omrežnem svetu z zelo dolgim uvodom, esej o hobotnici ujeti v pajkovo mrežo. Zdaj, o omrežjih smo veliko slišali v zadnjih letih v Sloveniji. Včasih, se pravi, bomo rekli, v prejšnjem desetletju je bil to nek koncept, ki je bolj spadal v, bi rekel, krog desnih pomladnih strank, ne, so govorile veliko o omrežjih. Zdaj, v zadnjem desetletju pa se je to precej razširilo in je to eden izmed, bi rekel, pomembnih besed v slovenski politiki. Zdaj, ta knjiga pa je nekaj drugega, ne, se pravi, nagovarja to vprašanje, vendar z neke popolnoma druge perspektive. Kaj je ta knjiga? Razložimo nam na kratko. Zdaj, moje izhodišče je si omenil, ne, v bistvu akademsko, ne, se pravi, če greste pogledat, kaj so prispevki slovenske znanosti, ki so cenjeni v svetu, boste naleteli ob Slavoju Žižku, ljubljanski šoli psihoanalize, ne, se pravi še Alenka Zupančič, Mladen Dolar in še kdo, ob številnih naravoslovcih, boste naleteli na skupino ljudi, ki se ukvarja z analizo socialnih omrežij. Ne, dajmo omeniti 3. Nuša Ferligoj, statističarka z Fakultete za družbene vede, profesor Batagel, sicer v prostem času njen mož, in Andrej Mrvar. Ne. Profesor Batagel in profesor Mrvar sta zadnjih 20 let razvijala program za analizo socialnih omrežij, ki se imenuje PAEK. Zdaj, ta program PAEK je tudi v širšem akademskem svetu, po celem svetu, znan kot PAEK, se pravi ne kot Spider, ampak kot PAEK. In ta program za analizo socialnih omrežij je pač eden najbolj zmogljivih programov za analizo socialnih omrežij, ki so dostopni analitikom. Zanimiv je med drugim tudi zato, ker je zastonj, ima izjemno visoko citiranost, ne, če greste na kakšne spletne strani, kjer se ugotovi, koliko je nek avtor citiran, recimo Scholar Google, potem vidite, da sta Mrvar in Batagel med najbolj citiranimi slovenskimi znanstveniki, ker je pa čudovito, vsaj zame, je pa ta, da jo v Sloveniji nihče ne pozna. Ne? In ko sem jaz prišel profesorju Mrvarju, če bi bil moj mentor najprej pri diplomi in pri doktoratu, je pač zato, ker ga nihče ne pozna in ni razvpit, imel zame zelo veliko časa, ne? In sva mojo sociološko radovednost in njegovo metodološko pronicljivost in znanje lahko združila na način, da ne, sem potem z velikim veseljem analiziral omrežja, ki nastajajo v gospodarski sferi. Ne. To so omrežja, ki niso tako, da jaz nekoga poznam, pa sva že omrežje. Recimo midva, ko bolj manj redno piševa za isti časopis, lahko sva omrežje, ampak po nekih takih resnih kriterijih nisva. Moj sosed iz Ljubljane,
Bojan, mogoče sva omrežja, ampak midva sva se zadnjič videla 30 let nazaj, ne? Tako da po nekih resnih kriterijih nisva omrežja. Ne? Se pravi, ko govorimo o omrežjih, je izjemno pomembno, kaj je kriterij. Kaj je kriterij. Ne? In pač, ko delamo neke resne analize, morajo biti kriteriji določeni zelo jasno in čvrsto. Recimo, če delamo analize gospodarskih omrežij, so ti kriteriji pravni. Ne? Se pravi, je treba vzeti v roke sodne registre in iz sodnih registrov potem prepisati stvari v posebne matrike. Potem je treba te matrike obdelati z ustrezno metodološko strogostjo in potem pridejo ven slike, ki nam povedo o tem, kdo poveljuje, oziroma kdo je najbolj vpliven v slovenskem gospodarstvu, pridejo ven zelo zanimive slike. Ne? Samo zdaj se mi zdi, da tako kot si to predstavil in mislim, da to je odlično ozadje za nastanek te knjige, vendar mislim, da so ljudje mogoče dobili napačen vtis, ker to ni sociološka knjiga. Ne? To je, ko sem začel to brati, se mi je zdelo, to je priročnik za demistifikacijo pojma omrežij in istočasno ga jemlje zelo resno. In ti se tukaj v bistvu sprehodiš, začneš v New Yorku, razloži najprej to zgodbo, v Brooklynu. Ne, mislim, jaz sem v Brooklyn sem šel srečati pionirja analize omrežij, profesorja Švarca, ki je pač v 60-ih letih začel analizirati, kako so ameriške korporacije med seboj povezane preko skupnih direktorjev. Ne? Se pravi, korporacija ima nek upravni odbor, člani tega upravnega odbora se imenujejo direktorji, vendar najbolj vplivni direktorji ne sedijo samo v enem upravnem odboru, pač pa 2, 3, 5, 7. Ne? In prek teh direktorjev, ki upravljajo več funkcij, so pravzaprav ameriške korporacije med sabo kar zelo tesno povezane in če vzamemo njihove največjih 500 korporacij, pač tam ni nekih izoliranih otokov, ki ne bi imele povezav v neko neposredno korporativno soseščino, pač pa si delijo direktorje. Ne? Zdaj, mene je zanimalo, kako je ta profesor Švarc pravzaprav se začel s tem ukvarjati, začel se ukvarjati kot pripadnik mirovnega gibanja, kajti ugotovil je, da direktorji iz orožarskih korporacij hkrati sedijo v upravnih odborih zavarovalnic. In medtem je ugotovil, v redu, zavarovalnice presežek denarja plasirajo v industrijo orožja in so med sabo povezani. Ne? Potem je pa začel to raziskavo širiti in je ugotovil, da ne zavarovalnice, ne orožarske korporacije pravzaprav niso v središču teh povezav, pač pa so ključne banke. Ne? Ključna banka je pa Chase Manhattan, ki jo je v tistem času vodil pravkar umrli ameriški finančnik in pravijo mu tudi filantrop Rockefeller. Ne? Pravi, to je zgodba, ki meni predstavlja izhodišče. Ne? In pravzaprav gre za človeka, ki si je izmislil metodologijo, kako to raziskovati, in ta metodologija je zelo stroga metodologija, je nekaj, kar se v akademskem svetu uporablja. Zdaj, če si pa vprašal, da gre za demistifikacijo omrežij, ja, seveda gre, zaradi tega, ker ni vsako poznanstvo bežno znanstvo omrežje, oziroma lahko je tudi, vendar tista omrežja, ki v resnici imajo neko moč, so danes gospodarska omrežja, znotraj katerih so povezave pravno definirane. Tako kot so stoletja nazaj ključna omrežja bila omrežja družinskih dinastij, kjer je prav tako bilo vse pravno definirano. Se pravi, starši so se zmenili za ohcet svojih otrok, pa so predporočno pogodbo napisali
in so s tem dorekli obveznosti ene in druge rodbine in pričakovanja, kaj bo ena dinastija naredila, če se druga dinastija znajde v vojni in koliko čet bo prispevala v skupno obrambo ali skupni napad. Istočasno pa pišeš tudi o neformalnih omrežjih in o vlogi neformalnih omrežij na eni strani in potem začneš z v bistvu omrežji kot virom moči. Se pravi, to je tudi nek način, kako v današnjih časih pač si, oziroma bomo rekli v današnji Sloveniji, ko govorimo o omrežjih, večinoma govorimo pač o oblastnih omrežjih, omrežjih, ki recimo držijo v oblasti državo ali pa neko družbo. In potem ti štartaš z tem primerom Rockefellerja, se pravi ta pogled, in potem takoj prideš na nek drugi vidik omrežja, ki je prav tako pomemben in tisto, to se mi zdi res izjemno zanimiv del knjige, ker vključiš tudi noter svojo osebno izkušnjo, omrežje opozicije v 80-ih letih v Ljubljani. Ja, mislim, zdaj tako, imamo zelo različna omrežja, pravi, določena omrežja so vzpostavljena zato, da udeležencem prinašajo korist. Ta korist je lahko moč, je lahko dobiček, je lahko ne vem kaj. Imamo pa seveda omrežja, ki imajo drugačno vsebino. To so omrežja, ki temeljijo na solidarnosti. Se pravi, če gremo v 80. leta prejšnjega stoletja, bomo našli izjemno močna civilno-družbena omrežja, kjer so ljudje bodi si se skupaj podpisovali pod peticije, bodi si so skupaj sodelovali v uredništvih, bodi si so skupaj sodelovali v družbenih gibanjih, na koncev v odboru za varstvo človekovih pravic. In vsa ta omrežja so bila v tistem času organizirana okrog solidarnosti, ne okrog sebičnosti, pač pa okrog solidarnosti. Se pravi, je šlo za solidarnost med drugim tudi z beograjskimi disidenti, slovenskimi disidenti, šlo je za recimo akcije, peticije, s katerimi se je zahteval ukinitev člena 133, ki je sankcioniral tako imenovani verbalni delikt. Šlo je za niz akcij Društva pisateljev in drugih društev povezanih s formuliranjem najprej zahtev zoper ustavne amandmaje, ki jih je skušal Beograd vsiliti, potem pa je šlo spet za neko omrežno organizacijo pisanja nove ustave. Tako da moja poanta je ta, da ko slišimo besedo omrežje, ne se prijeti takoj za revolver, ne takoj misliti, da gre za neko maligno tvorbo, pač pa so omrežja tudi danes način organizacije družbe, način organizacije posameznikov v nekih solidarnostnih akcijah. Tudi sodobna progresivna gibanja, recimo gibanje zoper ekscesno družbeno neenakost, so organizirana kot omrežja, niso organizirana kot korporacije, niti ne kot društva, niti ne kot recimo razredi, ne kot stranke, pač pa so organizirani kot omrežja. In moja poanta je ta, da če slišimo besedo omrežje, pa potem še dodamo pridevnik neformalno omrežje, se nam takoj zdi, imamo opravka z mafijo. Ne, ni res. Omrežja so zelo raznorodna in segajo na eni strani od mafije, pa če hočete udbomafije, ker tudi obstaja neko omrežje starih detektivov službe državne varnosti. Seveda obstaja, jaz jih na kafetu videvam, pri mojem Šparu. Se tam dobivajo. Včasih so se dobivali v kavarni hotela Slon. Ja, delovali kot omrežje, vendar. To je neko omrežje, ki je na enem, reči, abstraktnem polju. Na drugem abstraktnem polju so pa omrežja, ki patetično rečeno spreminjajo svet na bolje. Meni
kot zgodovinarju mi je bilo najbolj privlačno v tej knjigi, predvsem ta poglavje, ker ti tako zelo plastično opišeš predvsem recimo dogajanje v Ljubljani v koncu 80-ih. Ker ponavadi zdaj tudi smo vajeni razmišljati o 80-ih, pa potem o 90-ih skozi neke, bi rekel, politične prizme, pa neke prizme ideoloških delitev. In tam ti prav o teh osebnih anekdotah pokažeš, da je bolj plodno recimo razmišljati prav prek te metafore mreža. Kako so se prek določenih oseb, ki so bili tam v centru, mislim, da ti omenjaš tukaj Mastnaka, Tomaža Mastnaka, kot nekoga, ki je bil v centru neke zelo razvejane mreže, ki je potem lahko povezala zelo raznorodne skupine. Kako se je pač ta, kako bi rekel, to gibanje, ki je preraslo opozicijsko, začelo tako v bistvu iz nekih prijateljskih vez, in kako je ključno, da je nekdo bil pozicioniran, oziroma kako ključno je bilo in kako ključno je tudi kasneje, kje je nekdo pozicioniran v tej mreži. Ja. S kom se lahko pogovarja, s kom se ne more. Ne? Zdaj tako, če pač 80 po letih nekoliko razdelimo, bomo ugotovili, da je to središče omrežja bilo ves čas malo drseče. Zdaj, zakaj? Zaradi tega, ker nekdo, ki je bil v središču na začetku 80-ih let in je iniciral ključne politične peticije prve polovice 80-ih let, je začel v drugi polovici 80-ih let graditi hišo. In ker je gradil hišo, je bil doma za mešalcem za beton. In ker je bil za mešalcem, ni imel časa, da bi se šel aktivizem. Recimo, to je bil Matevž Krivic. On je pač zidal takrat. Ker je zidal, pač ga je zanimal beton pa cement. Ampak pa so ga vsem poklicali, pa je prišel nazaj. Tomaž Mastnak je, ki ga omenjaš, on je recimo leta 88 se prav tako malo umaknil že središča. Zakaj? Zato, ker je moral doktorat napisati. Ko človek piše doktorat, nima časa delati solidarnostnih akcij. Tako da, recimo, če gremo na začetek leta 88 pogledati pravzaprav, kdo je bil najbolj aktiven v postavljanju omrežja, katerega zastavek je bil, kako preprečiti Beogradu, da bi vsilil ustavna dopolnila v Sloveniji in celi Jugoslaviji, se pravi centralizacijo. Najbolj aktivna sta bila Marko Hren in pa Janez Janša. In ta druščina Marko Hren, Janez Janša. Mogoče pojasnimo tudi za mlajše poslušalce, kdo je Marko Hren. Marko Hren, se opravičujem, Marko Hren je bil takrat v središču mirovnega gibanja z dobrimi povezavami v duhovno gibanje, s smislom za sklepanje koalicij z Zvezo socialistične mladine Slovenije. In potem je malo je šlo tukaj za neko orkestracijo mirovnikov, ZSMS-jevcev, tudi ljudi, ki so bili dejavni še v študentskem gibanju. V redu, dajmo se upreti zoper te zvezne amandmaje. Potem se je pa v ta projekt povabil Matevža Krivica, zdaj rekli, da je Matevž pusti ti mešalc za beton, pa napiši tekst, da bi ga potem France Bučar napisal na novo. In potem, ko je to bilo napisano, se je šlo v zbiranje podpisov. To je bila neka peticija, ki jo je izvorno podpisal okrog 55 organizacij. Šlo se je v to, da se zbira podpise organizacije, in to je bilo na začetku marca 88. To omrežje je pa zanimivo zato, ker je natanko iz tega omrežja 2 meseca zatem nastal pa odbor za varstvo človekovih pravic. Kaj se je tam pri odboru zgodilo? Se pravi, enega od pajkov Janša so dali v pripor, drugi pajek, Marko Hren, ki sem ga prej omenjal, je bil takrat slučajno v ZDA. Ker je bil eden v zaporu, drugi v ZDA, se je aktiviral Tomaž Mastnak, je pustil doktorat in je dal Igorju Bavčarju na voljo svoje telefonske številke. Lepota zgodbe je pa v tem, da Tomaž Mastnak takrat doma niti telefona ni imel, ampak imel je pa zelo dober telefonski imenik, svoj osebni.
kaj hočem povedati s tem, ne, da omrežja niso vezana na tehnološke pripomočke, s katerimi, ki jih uporabljate. Ne gre za računalnik, ne gre za telefon, ne gre za Facebook, Twitter, Snapchat, ne, ampak gre za telefonski imenik. Gre za imenik, s katerim upravljate, gre za seznam ljudi. Socialni kapital bi rekli na nek način. Tako, ne, gre za seznam ljudi, s katerimi se lahko povežete, ki jim lahko predlagate neko skupno akcijo. No, in na tej točki mislim, da tukaj je res nek zanimiv prehod, ki tudi, kako bi rekel, ko beremo to knjigo iz današnje perspektive, je zelo zanimivo videti Janeza Janšo v isti druščini z ljudmi, ki jih potem si jih predstavljamo na popolnoma drugem krogu, ne, na drugem, bi rekel, političnem polu. Od teh ljudi, ki so bili v mirovnem gibanju, Tonče Kuzmanič, Vlasta Jalovšič, Tomaž Mastnak, ki je kasneje postal eden izmed najbolj, bi rekel, vehementnih kritikov Janeza Janše. Se pravi, to je bila še vedno v 80-ih bolj ali manj skupna mreža. Potem pa se v prehodu v 90-ta nekaj zgodi. In kar se zgodi je, bi rekel, kar se zgodi tudi v ostalih vzhodnoevropskih državah, ne samo nek spor med prejšnjimi strukturami, da rečem tako, in opozicijo, ampak tudi nek spor znotraj same opozicije. In ta spor znotraj same opozicije se v Sloveniji zgodi prav, bi rekel, na oceni moči in vloge omrežja. Se pravi, okrog pojmov, kot so knjiga v 90-ih, ki razburka, ki vnese nek nov pojem, ki potem obvladuje desetletja slovenske politike, je udmafija, govori se o Kučanovem klanu, ta Slivnikova knjiga iz istih let, se pravi, ta predstava... Pa tretje so okopi, ne, ki govori o organizaciji. Točno tako. In zdaj me zanima tvoj pogled na to in potem bomo šli še na 18. brumje službe državne varnosti. Ja. Zdaj, če govorimo recimo o Kučanovem omrežju, ne, seveda Kučan ima močno omrežje, ne, pozna verjetno največ ljudi v Sloveniji, pozna več ljudi, kot jih Janša pozna in kot jih pozna Tomaž Mastnak, ne. V nekem drugem odnosu je bil z njimi, ne? Bil je v nekem hierarhičnem odnosu z njimi v 80-ih letih. V 80-ih je bil v hierarhičnem odnosu, v 90-ih je pa potreboval do določene mere tudi njihovo podporo, ko je organiziral te svoje predsedniške volilne kampanje. Zdaj, kaj je hec pri Kučanu? Kučan je dvakrat v 90-ih letih objavil seznam svoje mreže. To je seznam podpisnikov prvo podpisanih pod njegovo kandidaturo. Kdor gre gledat teh nekaj 100-200 imen, je bilo vsakič teh, ki so podprli njegovo kandidaturo in je bilo to objavljeno v časopisu, čez celo stran, bo pač tam našel noter glavne slovenske direktorje, veliko njih, ogromno ljudi iz sveta znanosti, direktorje kulturnih inštitucij in tako naprej. Se pravi, ta Kučanova strogo zaupna mreža je na vsakih 5 let stopila pred javnost in se z imenom in priimkom postavlja za to, da bi bil on ponovno izvoljen. Podobno velja za strice iz ozadja, ko so Pahorja vlekli za jezik, kdo so strici iz ozadja. Strici iz ozadja so se postavili na oder in pokazali svoje obraze in Zorana Jankovića lepo prosili, če bi on šel na državnozborske volitve, če se jaz prav spomnim. In pač teh 25 oseb je absolutno vidnih in jih te neimenovane strice iz ozadja, ta seznam je morda eden najbolj preučevanih seznamov, ki smo jih lahko gledali v tem desetletju, prav od leta 2011 nazaj. Če pa iščemo mrežo, ki je pa res pritajena, je pa treba drugam, pa treba iti v energetiko slovensko, je treba poiskati ljudi, ki so v mandatu Boruta Pahorja izsilili
gradnjo termoelektrarne Šoštanj 6. Ne. Tam pa zadevo poznamo precej manj. Ne. Tam niso ljudje, ki bi stopili na oder, se slikali, prosili Jankovića naj kandidira. To niso ljudje, ki so nagovarjali, podprli Kučana naj kandidira. Pač pa gre za ljudi, katerih obrazi so dosti manj vidni. Ne. Je treba rekonstruirati z drugimi metodami. Jaz bi se vrnil malček nazaj, tudi kronološko glede knjige. Ko ti opisuješ, recimo, potem zlasti kasneje, ko opisuješ v tem poglavju tudi, bi rekel, spor, ki se dogaja v času Janševe vlade, ne? Se pravi med različnimi omrežji, med temi starejšimi omrežji, ki so prihajali nekako, ki so ohranili iz Drnovškovih let in to strategijo Janševe vlade, da pač jih poskuša nadomestiti s svojimi omrežji. Opisuješ to, oziroma opisuješ to na tak zelo, kako bi rekel, privlačen način in se mi zdi, da v tistem prejšnjem poglavju, ko navajaš ta znameniti Marksov tekst 18. Brumaire Napoleona Bonaparte, ki je tekst, ki ga, mislim, bo rekel, zgodovinarji in novinarji, je to eden naših najljubših tekstov o Marksu, ne? Ker je njegov, bi rekel, je Marks v svojem komentatorskem, je kolumnist, Marks kolumnista, ne? In tam v bistvu on opisuje to kaotično obdobje v času po revoluciji 48 in tam ti praviš, da je opisal nek način, kako se velja pristopati k analizi družbene realnosti, ne? Ki je zelo različen od tega klasičnega marksističnega predstave, da gre tukaj za razrede, ki se bi rekel bojujejo v blokih, ampak ti praviš, da neko drugo sliko predstavi, ki je zelo koristna tudi za nas, ko analiziramo recimo, kaj se dogaja v političnih bojih. Ja, zdaj, tako, gre za Marksov tekst, v katerem ne bomo našli marksistične teorije, ne, da, če se nekoliko pohecam. Ne. Se pravi, gre za tekst, v katerem ne bo govora o kapitalističnem, ne bo govora o kapitalističnem razredu, pa proletariatu, pač pa, jaz sem šel potem si podčrtati pravzaprav, katere družbene skupine omenja, ne, in teh družbenih skupin, ki jih on omenja, je 60, 70, 80. Ne. Se pravi, od, ne vem, jakobincev in žirondistov in kmetov in rojalistov in te frakcije rojalistične in druge frakcije rojalistične do krošnjarjev, zvodnikov, beračev in tako naprej. Ne. Se pravi, slika družbe, ki jo v tem tekstu Mark predstavi, je slika nekega zelo kaotičnega dogajanja, ne, ki je domnevno v nekem obdobju, ko ni družba organizirana kot drama, pač pa kot farsa, ali pa kot, ne gre za tragedijo, ampak za farso. Hkrati pa tako, ne, da so družbe relativno zelo redko organizirane na način, ko so zadeve jasne, pa je to potem drama oziroma tragedija. Pač pa imamo v glavnem vedno opravka z nekimi burleskami, komedijami, farsami, ko so zadeve bistveno bolj zapletene kot kapitalisti, proletarci, ne, ali pa... Ideološko, ne, je zelo, je dosti bolj kompleksno. Gre za čas, no, ko je družba popolna zmešnjava in jo samo z zelo visoko stopnjo abstrakcije lahko rečemo v redu. Ne. Tle imamo opravka s kapitalom na eni strani pa proletariatom, v resnici, ne, v vsakdanjem življenju so pa zadeve izjemno kompleksne in potem štrikajo vsi koalicije z drugimi, koalicije razpadajo, trajajo nekaj mesecev, ne, in je zadeva skrajno kaotična. Zdaj, zakaj je to zanimivo? Ne, zaradi tega, ker je s tem Marks pravzaprav dal nek pripomoček k empirični analizi nekih kaotičnih dogajanj, ki pa v resnici so najbolj pogosta. Ne? Teh kirurško čistih rezov ali pa čistih situacij v resnici
v realnih zgodovinskih obdobjih zelo malo. Ne? In zdaj, to je mene navedlo na misel, da dajmo pogledati, kako je pa slovenska udba analizirala družbo. In analizirala na podoben način. Pravi, tam ni šlo za to, da bi rekli, da imamo pa v neki disidentski skupnosti neke protokapitaliste, pač pa so iskali anarholiberale in punkerje in buržoazne pluraliste. Skratka, nek tak udba je imela kar neki talenta za invencijo novega besednjaka, s katerim se je opisal pojave, kot je Aleš Berger in podobni liki. Aleš Berger bi bil verjetno buržoazni pluralist. Anarholiberal. Ja, samo nove revijaši ste se delili na anarholiberale pa buržoazne pluraliste. Tako da je imela udba tudi neki talenta pravzaprav za opisovanje tega popolnega kaosa, kar družba pravzaprav je. In so pač to potem razumeli kot omrežje, in potem so šli ugotavljati, tej peticionaši se pa povezujejo z unimi, tej so se skregali in so se preko Vinka povezali z ne vem kom. Sej poanta tega tvojega opisa se mi zdi, da pod temi bizarnimi opisi, ideološkimi nalepkami, ki so jih leple, se dejansko skriva neka, kako bi rekel, zelo prefinjena, zelo inteligenten način, kako analizirati ta v bistvu kaos spremenjajoče se družbe. No, mislim, zdaj, moj predlog je, pač, da ta kaos družbe se da analizirati kot omrežje. Zdaj, zakaj je to danes možno, 100 let nazaj je bilo pa to težje? Pač zaradi tega, ker je družbo, v kateri je, ki jo skušamo opisati z veliko količino podatkov, zelo težko misliti. Marx se je potrudil, pa je skušal misliti nekih 80 skupin, ki se v nekem kaotičnem času med sabo povezujejo in razkrajajo in pričkajo med sabo in bojujejo druga zoper drugo in sklepajo koalicije. Zdaj, če danes podatkovje zmečamo v neko podatkovno matriko, to matriko na nek inteligenten način zorganiziramo, damo noter 1000, 10 000 podatkov, nekih ključnih družbenih akterjev, jih povežemo z določenimi iniciativami, ali dobimo neko kaotično sliko omrežja, vendar lahko to z sodobno tehnologijo v nekaj sekundah zanaliziramo. In potem gledamo pravzaprav, kaj so jedra. Jedra so pa zgostitve. Tem zgostitvam bi včasih rekli razred morda. V terminologiji analize socialnih omrežij so pa te oznake nekoliko bolj natančne, po mojem analitično tudi bolj potentne, kot so te klasične sociološke oznake, ki izhajajo iz teh metafor, piramida ali pa sloji in tako naprej. Besednjak analize socialnih omrežij sicer deloma sposojen tudi iz matematike, vendar je prevedljiv v družboslovni besednjak ali pa novinarski tudi konec koncev. In ena izmed teh besed, ki jo pogosto slišimo, je ravno hobotnica, ki je tudi v naslovu. In ti tukaj imaš eno celo poglavje o, bi rekel, kako je nastala ta metafora hobotnice in kaj predstavlja. Sem 2 dni nazaj bral v časniku Demokracija, da zmagovalec volitev, da je tik pred volitvami rekel, da je to hobotnico, ki obvladuje Slovenijo, da je treba
da ji je treba vzeti moč. Ne? Zdaj, ta metafora hobotnice je po moji oceni neposrečena, ima pa hkrati pač Zakaj je neposrečena? Zaradi tega, ker prvič je lov, ki je samo 8, ne, je organizirana znotraj enega središča, to je premalo. Zadeve so bistveno bolj kaotične. Ne, se pravi, ne gre za to, da imamo 8 lovk, ki gredo bolj manj simetrično, vsaka v svojo smer. Eno glavo, ne? Pa eno glavo, ampak so te lovke so med sabo v realnem življenju popolnoma zavozlane, ni samo ena glava, ampak jih je več in so zadeve bistveno bolj kaotične. Se jih pa seveda da spraviti v določeno stopnjo abstrakcije, vendar je potem treba se lotiti pač na temelju podatkov zadeve. Ne? Ta metafora hobotnice, ne? Ja, vleče se iz 19. stoletja. Ne? Zgoraj omenjene Rockefellerje se je vizualiziral kot hobotnico. Ne? Hobotnico, ki na eni strani že obvladuje Belo hišo, pa se v resnici to zgodi leta 74, ne, ko je eden od Rockefellerjev prišel za podpredsednika, ne, ki obvladuje kongres, ki obvladuje pristanišča, jeklarne, železnice in tako naprej in se steguje proti obzorju. Ne. Druga taka dinastija so bili Rothschildi, bančniki, ne, ki so med Neaplom, Dunajem, Frankfurtom in Londonom in Parizom obvladovali ključne finančne tokove v določenem času in so še vedno vplivni. Ne. To sta recimo dve dinastiji, ne, ki se jih je vizualizirali kot hobotnice. Se je kot hobotnico vizualizirali ameriško centralno banko, ne? Pa se je vizualizirali Churchilla, pa se je vizualizirali Jude, pa Stalina, pa tudi Hitlerja. Ne? Tako da se je to metaforo uporabljalo pravzaprav za marsikater družbeni pojav, relativno najbolj pozen mafijo. Ne? To, da je mafija hobotnica, je pravzaprav novejšega datuma. Zdaj, ne trdim, da je moja rekonstrukcija točna, ne? Ampak tam nekje v 70-ih letih je bila neka TV serija z glasbo Ennija Morriconeja, ki je pač tematizirala in je bila prav, naslov serije je bila Hobotnica. Ne? Preden zaključiva in dava besedo publiku, ki jo tudi spodbujam, da da vprašanje, tudi mogoče kakšno bolj provokativno vprašanje, zadnje smo tudi zdaj v takem kaotičnem političnem obdobju. Prej si omenil zmagovalca nedavnih volitev in tukaj imaš tudi eno zadnje poglavje, ki je v bistvu na nek način tvoj pogled, bomo rekel, na predzgodovino tega, kar se je zgodilo v krizi slovenski, ne? Se pravi ta naša zadolževalna kriza. In ti tukaj na nek privlačen, zanimiv način prikažeš, kako se je to zgodilo in zakaj se je to zgodilo. In kar je meni res zanimivo tukaj, da se res poskušaš oddaljiti od teh, bi rekel, političnih narativ, ne? Ker smo vedno vajeni, da če govori levica, je kriv Janša. Janša, ne, kot je rekla moja pokojna nona, je prinesel Slovenijo kapitalizem in zaradi tega je krivo vse. Ne? Ali pa iz drugega vidika, da so zgolj pač neke stare strukture, ki se vlečejo, vse od kučena in so nam potem uničili državo. Se pravi, ti se oddališ od teh, bi rekel, narativov, ki prevladujejo, istočasno pa zelo močno vključiš to metaforo oziroma, kako bi rekel, interpretativno orodje omrežja in poskušaš na nek svoj način rekonstruirati, kaj se je tukaj zgodilo. Ne? Kjer ima glavno vlogo tudi predstava, ki jo ima v družbi Janez Janša. Okay, tle bom polemiziral s tabo, ne? Ti praviš, da uporabljam metaforo omrežja. Ne, jaz... Pardon. Ja, to je v bistvu interpretativno orodje. Ja, to je meni analitično orodje. Ne? Zdaj, kaj sem tle naredil? Ne? V Sloveniji je začela leta 2013 poslovati slaba banka. Ne? Je to neka osovražena inštitucija. Ne? Vendar ta slaba banka ima
na svojih spletnih straneh objavljenih precej podatkov. Ne? Eden od seznamov je seznam 550 podjetij, katerih terjatve so prenešene na slabo banko. Zdaj, kar je mene zanimalo, je v redu, ne? Tle imamo 550 podjetij, kdo so ljudje, ki so zadnjih 10 let vodili teh 550 podjetij. A se med sabo poznajo, a so sedeli skupaj v upravnih odborih, nadzornih svetih, upravah teh 550 podjetij. Vzel sem podatkovje, ki mi je bilo na voljo iz te aplikacije Supervizor, opremo seznam podjetij z seznamom imen in potem šel preveriti, a se zadeva, ali so med sabo podjetja preko ljudi povezana. Kaj se zgodi, ne, če je 550 podjetij, ugotovimo, da je v točno 200 podjetij vsaj eden, ki povezuje eno podjetje z enim drugim, prav tako zadolženim, ne? Ali pa dvema, ali pa tremi. Kar pomeni, ne, da je prek teh skupnih direktorjev 200 podjetij povezanih v mrežo, v omrežje. Teh 200 podjetij, se pravi dobra tretjina, je pa v resnici pridelala več kot 2/3 slabih kreditov. Se pravi, velika večina slabih kreditov je nastala v tem omrežju. Potem pa lahko delamo še bolj natančno rekonstrukcijo, pa rečemo v redu, kdo so pa fantje in punce, ki so pa najtesnejši povezovalci te skupine 200 podjetij, in potem nam pride ven 100-150 ljudi, ne, ki so pa v veliki meri bančno luknjo tudi skopali. Ne. Nekaj med njimi je sanatorjev, 150 je pa takih, ki so pravzaprav botrovali finančni šlamastiki, ki se je v Sloveniji zgodila neposredno potem, ko pade banka Lehman Brothers. Ne. To se da rekonstruirati, to niso, ne moramo reči, da so to Kučanovi fantje, to niso Janševi fantje, to niso Peterletove finančnice, ampak gre za to, da je pravzaprav tukaj nastala neka taka velika koalicija levih, desnih, novih, starih, ki so pravzaprav živeli v neki kulturi zadolževanja. Ne, to je bila neka poslovna kultura, ki je temeljila na tem, da iti v banko in najeti veliko kredita je pravzaprav nekaj najbolj normalnega. Ne, meni je znanec, ki je delal v eni od teh visoko zadolženih firm, ki so tudi na slabi banki, mi je rekel, lej, ne, dolg jemanje kredita je kot droga. To so se drogirali. Zdaj, drogiranje pa ni nekaj, kar se počne v osami. Ne. Drogiranje je družbeni pojav. Ne. Pač te najbolj nedolžne oblike drogiranja, ne, pač ta joint, kako tle rečete, špinjel, ne, kroži okrog. Ne. Ne, to ni nekaj, kar bi v osami balkona počel, pač to počneš v družbi. Ne? In v družbi, v nekih poslovnih navezah se je poslovna kultura, dajmo se zapufati za to, da bomo kupili firmo svojo, se je vzpostavila in je potem celo državo drago stala. Na tej zanimivi polemični noti bi jaz ne zaključil, ampak prekinil. In bi vprašal, če ima kdo mogoče iz publike kako vprašanje, kak komentar, pa tudi kako kratko tezo
ki bo komentiral naš sogovornik, ne pa prosim monologov, tega pa ne bi radi. Je to dela stvar malo težja, ampak boš mogel priti sem, pa ti bomo dali mikrofon. Če sem bil že prej apostrofiran, sem pa itak mislil eno stvar vprašati oziroma povedati in ne bo monolog, no, ampak 2 minutki pa če lahko, ne. Anarholiberalci so bili ali po moje že Kavčičevi fantje, že njih so tako zmerjali. Ja, oni so bili anarholiberalci, Ja. pa tehnokrati. Ja. Tako, pa tehnokrati, ja. Zdaj, seveda to je izjemno zanimivo, vse te analize, ampak jaz sem pomislil, in to je dejstvo, da vse te oznake se dajejo post festum, a posteriori. To je tako kot v literarni zgodovini, najbrž noben ni vedel, da je romantik, potem so mu dali pa oznako romantik in tako naprej, ne. In tako je tudi z omrežji in tukaj bi nekaj vprašal, ti si govoril večinoma o gospodarskih omrežjih, omenil si pa tudi solidarnostna, no. In zase lahko rečem, da sem bil člen solidarnostnega omrežja od leta 80, ko se je ustanovilo uredništvo Nove revije, čeprav je prva številka išla šele 82, ne. In tudi kot član društva pisateljev, seveda takrat pojma nismo imeli, da smo omrežje, ne. In tudi noben ni 85. hiše zidal, tega se ne spomnim. Ampak, a misliš, da se da ista merila, iste te programe, o katerih govoriš, polagati na omrežja, ki imajo nek konkreten cilj izmerljiv, se pravi izmerljiv tudi, kar se tiče finančnih ugodnosti, napredovanja v družbi, ali pa omrežja, ki je solidarnostno in ki je bilo v tistem času pač, ne bom kar rekel, takoj samoosvojitveno, ampak predvsem usmerjeno k demokraciji, kaj ne. Ker tukaj, če smem reči, sam še to, ali si precej hitro skočil v drugo polovico 80-ih let, bolj v sociološko, ampak tukaj ne bom omenil samo Nove revije, tukaj je treba vedeti tudi neko funkcijo danes obskurnega jezikovnega razsodišča, ki je začelo v letu 80. Tukaj moramo v odporu proti centralizmu seveda omeniti Janeza Menarta in Cirila Zlobca, ki niti slučajno nista bila v dobrih odnosih tedaj z Nikom Grafenauerjem, ki je bil en pajkov omrežja Nove revije. Hočem reči, to je šlo malo hitro mimo, ne, dobro, tudi Radia Študent nisem omenil. Skratka, kulture praktično v tem kratkem preseku nisem omenil in tukaj se mi je zdelo, da je v zadnji ena zagata, da ta merila oziroma te programi kulture, hočeš nočeš, ne pokrijejo. Se motim in če se, koliko se motim. Ja. Zdaj tako, kulturno dejavnost je po eni strani relativno težko ujeti, ne, v neke tako vulgarno merljive kategorije, po drugi strani je pa tako, da je kulturna dejavnost vendarle organizirana okrog nekih uredništev, ne. Ne gre tle samo za uredništvo Nove revije, gre tudi recimo za uredništvo revije 2000. Zelo prepričljivo se da povezovati postave uredništev Tribune iz 60-ih, 70-ih, 80-ih let, pravi neke skupine, ki imajo neko generacijsko pripadnost. Časopisa za kritiko znanosti ne smemo pozabiti problemi eseji, razprave, literatura, ne. Tako da, ko vsa uredništva pravzaprav damo
na mizo oziroma v tabele, lahko tudi tem iniciativam sledimo. Ne. Hkrati je tako, pač, da kulturniki niso bili organizirani zgolj okrog uredništev, pač pa okrog pobud. Se pravi, šolska jedra, upor proti jedrom smo omenili, ne? Treba je omeniti nedvomno upor zoper usmerjeno izobraževanje. Zelo pomemben je boj za svobodo govora in zoper verbalni delikt iz leta 1985 pa 1984. Tako da na ta način se neko rekonstrukcijo poudarjam, da narediti. Ne? Je pa seveda to rekonstrukcijo treba vendarle potem dopolnjevati s tem, da se gre z ljudmi pogovarjati, ne? In se potem na osnovi neke kvalitativne, narekovaju, analize pride do bolj jasne slike, pravzaprav kaj se je dogajalo. Ne? Samo z nekimi seznami, ne? Pa z ekstrapolacijo teh seznamov ne pridemo do tega, pravzaprav, kaj je bistvo zgodbe. Ne? Tako da, ja, ne? Ko govorimo o omrežjih, ki jih seveda vedno razumemo za nazaj, ne? Za naprej oziroma v nekem realnem času se da to zelo redko narediti, ne? Ampak za nazaj se jih pa da rekonstruirati, je treba vendarle tudi nekaj dvoma imeti v to, kaj nam računalnik pripoveduje, pa je to potem treba korigirati z mero zdravega razuma, pa z analizo in pogovori in raziskavami, ki se pa tičejo ljudi in pričevalcev, ki lahko v tem času kaj povedo. Jaz bi zopet dal besedo publiki, če mogoče. Ni treba nujno, da pride sem pa v mikrofon govori, lahko tudi ostane samo, potem moramo bolj glasno povedati, bom jaz povzel potem vprašanje. Prosim. Mene zanima, glede na to, kar ste povedali, imate obilo praktičnega znanja, tudi teoretičnega, kje vidite danes v mreži oziroma kako razmišljate danes v Sloveniji v prihodnosti? Mislim, zdaj eno od središč, če gre za gospodarsko moč, je nedvomno okrog Slovenskega državnega holdinga, ki se potem navezuje na veliko število podjetij, ki so v državni lasti. Posredno ima vpliv na to strukturo vsakokratna vladajoča koalicija. Če bo prišlo v naslednjih mesecih do spremembe vladajoče koalicije, bomo videli tudi, kako se bo verjetno razgradilo neko omrežje, ki obstaja danes, kar pa pomeni, da je poslovno omrežje še vedno v veliki meri odvisno od tega, kdo ima v rokah politično oblast. Jaz sem delal primerjave ob spremembi politične oblasti. Kar je anomalija, ne? Kar je anomalija zaradi tega, ker prej citirani Marx pravi, da je družba organizirana okrog ljudi, ki imajo ekonomsko moč, in je pravzaprav politična oblast izvedena iz ekonomske moči. Pri nas pa se zdi, da je obratno, ne, še vedno. Pri nas so pa stvari pač kaotične, tako kot v realnem življenju so. Pač v teoriji naj bi bile urejene, v realnem življenju so pa kaotične in pač spremembo politične moči, spremembo politične oblasti se zamenjajo deloma centri ekonomske moči, deloma pa kapital, ki je v državni lasti, kljub nasprotovanju politične oblasti lahko spelje največjo investicijo v državi in postavi termoelektrarno, ne da bi vlada ali pa parlament pravzaprav
to odločitev kakorkoli potrdila ali sprejela, pač pa se zgodi. Ne? In potem pridejo post festum tej fantje iz energetike in prosijo za državno poroštva, ko so dimniki že postavljeni. Ne? Še kako vprašanje? Če ni nobenega drugega vprašanja z publike, bi jaz počasi zaključil. Bom pa tudi jaz še imam eno bolj pripombo, no, ne vem, vprašanje. Kar je nauk te knjige je, da omrežja so naša usoda, da vsaka družba je v bistvu strukturirana kot omrežje in zato moramo znati pravilno misliti omrežje. Jaz mislim, da ta knjiga je zelo dober pripomoček, tudi zelo berljiva, no, se vidi, da je v bistvu nekako na presečišču znanstvenika in novinarja, nekoga, ki zna na zelo plastičen način prikazati tudi kompleksna vprašanja. Še nekaj drugega. Ne? Mi smo v Sloveniji majhna družba. 2 milijona ljudi. In če je kaj značilno za Slovenca, ne, to pravijo, ko se Američani srečajo, ko se Angleži srečajo v tujini, se začnejo takoj o vremenu pogovarjati. Američani začnejo komentirati, s kje si ti živel, pa si bil v tem mestu in se začnejo o mestih in o krajih pogovarjati. Slovenci pa takoj, in to je potrjujem, se začnemo pogovarjati o ljudeh, a ne, se pravi, s kje si iz Nove Gorice, a poznaš tega. In odgovor je skoraj vedno tako ja, a ne. In ta, bi rekel, gostota naše prepletenosti, kako nam to lajša na nek način, da razumevamo, kaj se dogaja pri nas in koliko nam otežuje. Tukaj notor te knjige je ena krasna anekdota, samo ne vem, če jo smem povedati, da ne bo potem spoiler alert, a jo povemo ali ne povemo. Kira? Tam na neki točki zelo, bom povedal, ker zdaj ni druge, ne. V enem delu knjige prikažeš, kako si predstavljamo recimo slovensko družbo, ne? In si mislimo, na eni strani imamo, ne vem, če upravimo te stare kategorije, imamo pač neke klerikalne skupine, ne? Pa potem imamo liberalne skupine, pa potem imamo tisto, ko sem jaz lahko eno ali drugo. Tako je, ne? Potem pač ti opišeš neko abstraktni človek, ki je bil recimo podpisoval je peticije, sodeloval z Janezom Janšo, podpisoval je peticije tukaj pa tam, ne? In v bistvu potem se prikaže slika nekega človeka, ki bi ga jasno dali nekako na slovensko desnico. Potem pa opišeš z drugega vidika, ne rečeš nekdo, ki si imel od vas, nekdo, ki je bil zgolj obično povezan, pa potem... Če se ga ne povedati. Ne bom prav vsega povedal, ampak karkoli, daš nek drugi opis in je jasno, da gre za nekoga iz levice, potem prija pa nek šok tukaj, ne? Ja. Ne, seveda, ne, če so kriteriji ohlapni, ne, lahko iz vsake osebe naredimo pripadnika skrajno levičarskega omrežja ali pa skrajno desničarskega, zaradi tega, ker če nič drugega bomo med sošolci našli, ne, sošolci so pač pomembna reč, ne, v naših življenjih, sošolke, ne. Bomo našli nekoga, ki gravitira ali zelo na levo ali zelo na desno in potem na osnovi teh nekaj podatkov nastajajo vratolomne in popolnoma napačne ocene, pravzaprav kam nekdo sodi. Slovenija in slovenska gostota omrežij pa svet, ne? Ali pa slovensko poslovno omrežje pa gostota poslovnega omrežja v svetu. Dej, obstaja neka predstava, ne, da je v Sloveniji, zato ker smo majhni, v poslovnem svetu vsak zelo hitro povezan z vsakim. Tudi, ne, če vzamemo 500 največjih ameriških podjetij, ali pa nemških, ali pa avstrijskih, ugotovimo, da je gostota povezav med ljudmi, ki so skupni direktorji, izjemno visoka. Jaz delal primerjavo gostote povezav Slovenija leta 2004, 2006 recimo, ali pa 2008, ne, je ta gostota povezav med največjimi slovenskimi podjetji zelo primerljiva z gostoto povezav v Avstriji,
in v Nemčiji pač za časovno obdobje, ko so analize bile narejene. Ne? Okay, zdaj, te analize, na katere se jaz sklicujem, so tam bile narejene v 70-ih letih. Ne? Kaj hočem povedati? Ne? Tudi za Nemčijo, ki je pa velika družba, je značilno, da so poslovni krogi med seboj tesno povezani. Ne? Zato, ker je konec koncev nemški kapitalistični razred, če zdaj to oznako uporabim, organiziran kot omrežje, ko isti človek sedi v zavarovalnici Allianz, pa v Daimlerju, pa v BASF, pa še kje. Ne? In povezuje kemike, farmacevte, avtomobilizem in finance in potem je še v Deutsche Bank neki. Ne? Pa če rabite konkretno ime, vam ga bom tudi povedal. Ne? Moram malo pobrskati, ampak to so konkretni ljudje, ne? Ki za nameček še sedijo v odboru skupine Bilderberg. Ne? To so resni playerji, nemški, ki so v resnici vsaj tako kohezivno povezani kot recimo slovenska korporativna omrežja. Zdaj pa bom za zaključek, pa te bom vprašal na bolj provokativno vprašanje. Ampak, če rečemo, da je isto, ne? A ni potem neka le posebna tragedija v Sloveniji, ne samo v Sloveniji, vseh, ali pa večine vzhodnoevropskih držav? V zadnjem času mi spremljam predvsej dogajanje v Španiji, vidim, da tam je tudi nekaj podobnega, da vendarle je v izvoru omrežja, ki vlada v Sloveniji, ali pa ki ima, bomo rekel tako, ki ima zelo velik odstotek pri reprodukciji te elite, kako bi rekel, nek politični dogodek, pri nas je to revolucija komunistična, ki daje nek pečat, ki je tako boleč za nek del družbe, ki je tako kontroverzen, da postane vsa ta stvar, ki postane nekaj, kar je v Nemčiji samoumevno, ker je tako že od Bismarcka dalje, je pri nas nekaj, kar neprestano ostaja neka travma, neka globoka zamera, ki potem dela to vprašanje izjemno toksično. Ne vem, če sem dobro razumel, ampak tisto, kar je po moji oceni značilnost Slovenije, je, da razmerja med različnimi deli elite niso uravnotežena na način, ko bi imeli neka ravnovesja med gospodarsko, kulturno, politično, znanstveno in tako naprej elito. Ne? Kar je značilno za Slovenijo od revolucije naprej, je neka dominantna pozicija politične oblasti. Tisto, kar je tragično, po mojem, ne, je pa, da se ta vzorec, da je politična elita dominantna, spremembo sistema ni zamajal, pač pa se obnavlja. Ne? Zato, ker ima politična elita v rokah še vedno vzvode, da postavlja ključne parametre ekonomske moči. S tem ne mislim na davčno politiko, pa na proračun, pa ne vem kaj, pač pa gre za vzvod, ko postaviš šefe SDH-ja, pa šefe banke, pa šefe železnice, pa še 41 zelo velikih gospodarskih družb. Jaz bi počasi zaključil. Upam, da smo vam dali v tem pogovoru dovolj spodbud za k razmišljanju. Kot rečeno, omrežja ostaja naša usoda. Pravilno je, da tudi zaradi majhnosti in vendarle kompleksnosti naše družbe o njih razmišljamo čim bolj rigorozno. To se mi zdi neko zelo dostopen uvod v to vprašanje. Jaz bi se zahvalil Aliju Žardinu, da je bil danes z nami v Novi Gorici. Vas, da ste kljub temu vremenu vam, da ste tu kljub grožnji dežja prišli v takem številu in upam, da boste še v naslednjih dogodkih z nami. Hvala lepa. Hvala.